prijatelji, poslušalci, gledalci televizije Exodus. Spet smo skupaj, vendar nekoliko drugače. Začeli smo že poleti z serijo premišljevanj, duhovnih vaj z naslovom Odrini na globoko. V oktobru in novembru pa jo bomo prekinili in bo vrsta predavanj ali premišljevanj z naslovom V nebesih sem doma, ker sta pač to 2 meseca, ki nam govorita o smrti in preselitvi iz tega življenja v večnost. V prvem in drugem premišljevanju ste slišali, kaj pravimo o smrti in o večnosti v nebesih mi ljudje. Danes pa gremo naprej, pa se vprašamo, kaj nam pa o tem pove Božja beseda, Sveto pismo. Torej, kaj pravi Sveto pismo o večnosti, o vstajenju in večnem življenju. Bog je resnico o posmrtnem življenju razodeval v Svetem pismu polagoma. V Stari zavezi se najprej pojavijo slutnje. Sčasoma postajajo namigi vedno bolj pogosti in vedno bolj jasni. Skozi stoletja se prebija ta luč vse močneje, dokler v Novi zavezi ne zasije v polni luči. Ne samo to, postane ena bistvenih resnic naše vere, oznanjevanja Evangelija. Torej, pojdimo k Stari zavezi. Na prvih straneh Svetega pisma Stare zaveze, prve Mojzesove knjige, je v tem komaj kakšna sled. Ko je v raju človek grešil, mu je Bog rekel, prah si, v prah se povrneš. Napoved je jasna, prah se povrneš. Vendar pa je treba dodati nekaj zraven. Kaj je prah v človeku? Telo. Človek ni samo telo, je tudi duh, ki mu ga je Bog vdihnil. Duh pa ni prah. Torej se duh ne povrne v prah. Prehod čez Rdeče morje, ko so Izraelci bežali iz Egipta, je veljal za enega najpomembnejših dogodkov, tudi simboličnih dogodkov starega Izraela. Ni prepoved o vstajenju, o tem se ne govori. Je pa priča zvestobe, ki jo Bog goji do svojih ljudi. Noče smrti, ampak rešuje iz smrti in izvleče iz vsakovrstnih nevarnosti. Največja nevarnost je bila, ko so bežali, pa jih je Bog rešil. Prorok Izaija v davnih stoletjih, približno 800 let pred Kristusom, v duhu gleda misijanske čase. Njihova veličina bo v tem, da bo Bog, pravi Izaija, pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva. Odstrl pokrivalo, ki pokriva vse narode. Za vselej bo uničil smrt. Torej, smrt bo uničena, ostalo pa bo življenje. V Jobovi knjigi, ki je napisana kakšnih 500 let pred Kristusom, beremo: O, da bi kdo železnim pisalom in svincem vklesal v kamen. Jaz vem, da je moj odkupitelj živ in da se bo poslednji dan dvignil, moja koža se bo utresla v les, udet v svoje meso, svoje telo, bom spet gledal Boga. Torej, upanje na življenje, ki se bo nadaljevalo.
Druga knjiga Makabejcem opisuje dogodke kakšnih 200 let pred Kristusom, ko so se Judje bojevali za samostojnost. In tu imamo dve mesti, ki zelo živo govorita o vstajenju. Eno je Makabejska mati, ki so ji radi zvestobe Bogu, Jehovi, Jahvetu, Izraelevem Bogu, obsodili 7 sinov na smrt, ker se niso hoteli odpovedati svoje vere. In kaj pravi mati tem svojim otrokom? Stvarnik sveta, ki je izoblikoval človeka v rojstvu in se zamislil nastanek vseh stvari, vam bo v svojem usmiljenju spet podaril duha in življenje. Torej, Makabejska mati veruje. Vi mi lahko sinove ubijate, ja? Ampak Bog jih bo obudil, živeli bodo. Sinovi, ne bojte se umreti, ker greste v lepše življenje. To je nekaj čudovitega. Drugo mesto pa je vojskovodja Juda Makabej. Ko so mu vojaki padli v boju, je poskrbel ne samo, da jih pokopljajo, ampak je poslal v Jeruzalem neki denar, ki ga je zbral in naročil: darujte daritev za te pokojne, ki so padli v boju. In pisec tega dogodka dodaja: Juda Makabej je tako ravnal zelo lepo in plemenito, ker je mislil na njihovo vstajenje. Torej smo že kar blizu evangeliju. Knjiga modrosti iz Stare zaveze, katere izreki so nastajali skozi stoletja, pa jih je nekdo skupaj zbral in naredil to knjigo, v 3. poglavju zagotavlja: duše pravičnih so v Božji roki, njihovo upanje pa je prežeto z nesmrtnostjo. Toliko na splošno. Lahko še dodamo, v psalmih, ki jih je 150, je več namigov, ne naravno strečenih besed, ampak namigov in izrekov, da po smrti čaka človeka življenje. Na ta ali on način bo Bog to uresničil. Toliko o Stari zavezi. Najprej pa na vrsto Nova zaveza. Kaj je Nova zaveza? Evangeliji, apostolska pisma. V evangelijih napovedujejo, oziroma Jezus napoveduje, da bo trpel in da bo vstal. To omenjajo Matej, Marko in Luka. V vseh teh besedilih Jezus povezuje svojo smrt in vstajenje. Umrl bo, vstal bo. Pred smrtjo ga čaka trpljenje in ponižanje, po smrti pa vstajenje in poveličanje, slava in oblast. V teh napovedih ni zajeto naše vstajenje naravnost, ampak samo posredno, kolikor izhaja iz Jezusovega trpljenja in vstajenja, toliko bo tudi naše, ker smo namreč mi z njim povezani. Kaj bi imeli od Jezusovega vstajenja, če ne bi tudi mi vstali? Jezus je naš vzor. Z njim smo po krstu pokopani v smrt ali povezani, da bomo z njim tudi vstali. Če smo namreč z njim zraščani podobnosti njegove smrti,
bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. To nam garantira krst, ko smo vcepljeni v Jezusa, v njegovo življenje. Evangelist nam pripoveduje o 7 možeh ene žene. Vsi 3 evangelisti nam to govorijo. Matej, Marko in Luka. Bi rekel človek, zanimiva zgodba. Saduceji so tajili vstajenje. Da bi dokazali, da imajo prav, so si izmislili zgodbo. Bila sta poročena mož in žena. Mož umre, žena se poroči drugič. Umre ta mož, poroči se tretjič. Umre ta mož, poroči se četrtič. Umre ta mož, poroči se 5. in 6. in 7. To je zgodba, ki je tako rekoč neuresničljiva, nemogoča, ampak teoretično je možna. In pravijo, če je vstajenje, ali bo ta žena imela v večnosti 7 mož. Ko pa to ne gre, to ja ne gre. Torej vidite, da je vstajenja. Ni mogoče. Kaj pravi Jezus, oziroma kaj pravimo k tej zgodbi? Mislili so, da bo Jezusa spravili za drego. Tudi če bi rekli samo, da je imela 3 može, pa so vsi 3 umrli, bi imela 3 v večnosti, bi tudi veljala ta zgodba, češ, to je ja nemogoče. Kaj pa pravi Jezus? Primero presega, rekoč, da v večnosti ne veljajo zemeljske zakonitosti. Tisti, ki pridejo tja, bodo kakor angeli, bodo prebivalci nebes, bodo poveličani. Tudi zakonski stan bo dvignjen na odličnejšo stopnjo. Ne bo tako, kot je na zemlji. Sicer bo ostal, ampak bo odličen, bo poveličan. Naše telesa bodo poveličanja. Tudi zakonska ljubezen bo poveličana. Vsi zapleti, ki tukaj vrtinčijo zakonce, bodo tam razpleteni. Vse zakonske krize bojo razrešene. Nič se bat. Bog bo že uredil, da bo vse prav. Ti isti so prišli pred Jezusa z Mojzesovim izrekom. Mojzes je pač veljal za avtoriteto v vseh rečeh. Mojzes je razsodnik. Jezus jim je pa dokazal, da tudi sam pozna Mojzesa in tudi ve, da se mu je Bog razodel kot Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov. Ta Bog pa ni Bog mrtvih, ampak Bog živih. Abraham živi, Izak živi, Jakob živi v Bogu. Če bi v evangeliji samo to mesto govorilo o vstajenju, bi bilo že veliko. Ampak poglejmo naprej. Napoved kruha iz nebes, ki je obljubljen tistim, ki bodo uživali, bodo dosegli večno življenje. Tako pravi evangelist Janez. Povod za to napoved je dal Jezus, ko je čudežno pomnožil kruh. Ko so se naslednji dan spet zbrali, vemo zakaj. Lačni so bili, radi bi jedli. Jezus izkoristi priložnost in govori o kruhu, ki daje večno življenje. Več vrstic o tem govori, na primer, ne delajte za jed, ki mine, ampak delajte za jed, ki ostane za večno življenje.
ki vam ga bo dal Sin človekov. Ali pa, volja mojega očeta je, da ima vsak, kdor gleda Sina in vanj veruje, večno življenje. Ali pa, jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Kdor je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kdor je moje telo in pije mojo kri, ima večno življenje. Jaz ga bom vodil poslednji dan. Gospod, k komu pojdemo? Je vprašal Peter. Kam naj gremo? Ti imaš besede večnega življenja. Torej 5-krat je v tem kratkem odlomku omenjeno večno življenje. Vemo, da je Jezus tudi obudil Lazarja. Ta obuditev sama po sebi ne govori o večnem življenju. Lazar, ki ga je Jezus poklical iz groba, je pozneje spet umrl, kakor oni mladenič. Pogovor z Lazarjevo sestro Marto pa je dal ta pogovor priložnost, da spet spregovori o večnem življenju. In Jezus pravi Marti, sestri od Lazarja, jaz sem vstajenje in življenje. Ne samo dam, ampak sem. Kdor vame veruje, bo živel tudi ko umrje. Vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj, da ne bo umrl. Telo bo umrlo, ja, ampak ne bo umrl v celoti. S temi besedami Jezus povedal, da ima oblast nad smrtjo. Pojdimo k Nikodemu. To je bil veljak, ki je želel se z Jezusom pogovoriti zvečer, torej po noči. Nekaj iz tega, da ne bo imel težav s svojimi somišljeniki, nekoliko se je skrival, ali pa mogoče zato, ker podnevi Jezus ni imel miru, so ga oblegali. Zvečer si bo pa vzel čas in bo lepo se mirno pogovarjala. Da ni važno zakaj. Vsekakor zvečer so se pogovarjala. In Jezus je Nikodemu razodel odrešilni načrt. Ta načrt pa je človekovo večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, pravi Jezus, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, nihče, ampak da bi vsi imeli večno življenje. Zelo jasno povedano. Ta in še druga evangeljska besedila. 60 jih je, ki govorijo izrečno, mnogi pa še dodatno. Torej, besedila kažejo, da so pisci evangelijev imeli Jezusovo in naše vstajenje kot nekaj, kar se po sebi razume. To je temelj evangelija. Ni evangelija, če ni vstajenja. Brez nje evangelij sploh ne bi pisali in ga ne bi oznanjali. Gremo naprej k apostolu Pavlu, ki je pisec 14 pisem, ki govorijo o Jezusu. Oziroma Pavel piše svojim vernikom v razne kraje, v Rim, v Korint, v Efes in tako dalje. In v teh svojih pismih tudi prepleta misel o evangeliju. Misel o našem vstajenju. Ni mogoče navesti vseh mest v pismih apostola Pavla, v katerih govori
o našem vstajenju. Bodi si izrečno ali pa predpostavlja ali pa le omenja. Kar bo navedeno tukaj, izpričuje Pavlovo neomajno vero v Jezusovo in naše vstajenje. Večno življenje, ki ga bo Jezus po smrti dal tistim, ki so mu zvesti. Naprimer, kar je propadljivo, si mora nadreti nepropadljivost. Kar je umrlo, si mora nadeti neumrljivost. Ko pa se bo to zgodilo, da bo, kar je propadljivo obleklo nepropadljivost in kar je umrljivo obleklo neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki je bila napisana: smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt je použita v zmagi. Smrt, kje je tvoje žezlo? Pomeni ni ga. Ali pa naprej, Pavel pravi: če smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli. Saj vemo, da Kristus potem, ko je bil obujan od mrtvih, več ne umrje, smrt nad njim nima več oblasti. To je isto, kar sem prej omenil, da smo po krstu s Kristusom povezani, v njega vcepljeni in zato, kar doživlja on, doživljamo mi. Naprej pravi Pavel: noben med nami ne živi zase in noben ne umira zase. Če namreč živimo Gospodu. Če umiramo Gospodu. Naj torej živimo ali umiramo, Gospodovi smo. Ali pa spet: naša domovina je v nebesih, od koder pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Ta bo z močjo, s kateri si mora podvreči vse, preobrazil naše bedno telo in naredil podobno svojemu poveličanemu telesu. Če smo s Kristusom umrli, bomo z njim tudi zaživeli. Pavlova pisma odkrivajo moža, ki je izredno nadarjen. Trezen in izkušen, ki se ne zaletava, ki ve, kaj govori. Ni mogoče verjeti, da bi si tak človek izbral za življenjsko nalogo oznanjati Jezusov nauk, zanj trpeti in umreti, če ne bi bil sam prepričan, da je to, kar govori, res. Če ne bi bil prepričan, da ga čaka neminljivi venec zmage. Ni čudno, da je zapisal pismo Filipljanom, da je umreti zanj dobiček. Zakaj dobiček? Ker bo s Kristusom. Vstajenje, večno življenje. V Novi zavezi imamo še knjigo Razodetja. Učeno rečeno Apokalipso. Skrivno razodetje. Ta knjiga opisuje in napoveduje boje in preizkušnje cerkve in kristjanov na zemlji, dokler bo svet stal. Vsakogar, ki bo v teh preizkušnjah vztrajal v dobrem in ostal zvest Bogu, čaka krona zmage. Če bi v grobu strohnel in nič drugega, ni krone zmage. Če je krona zmage je samo zato možna, ker si po smrti zaživel novo življenje. Prisluhnimo temu knjigi Razodetja
7. poglavje. Zatem se mi je prikazala velika množica. Velika množica. Že beseda množica pomeni mnogo. Torej, mnogokrat mnogo. Množica, ki je nihče ni mogel prešteti. Iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnetom, jagnje Jezus. Ogrtani so bili v bela oblačila. V rokah so imeli palmove veje, ki je pomenila zmago. Tedaj je nekdo spregovoril: to so tisti, ki so prišli iz stiske in so oprali svoje oblačila in jih pobelili z jagnjetovo krvjo. Nato sem zaslišal glas iz nebes, ki je rekel: zapiši, blagor mrtvim, ki umirajo v Gospodu. Da, govori duh, odpočijo naj se od svojih naporov, kajti njihova dela gredo z njimi, dobra dela, ki dobijo nagrado. In še naprej piše: videl sem sveto mesto, Novi Jeruzalem, ki je prihajal iz nebes od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki je vzalšana za svojega ženina. Zaslišal sem močen glas, ki je prišel iz prestola in rekel: glejte, prebivališče Boga med ljudmi. Prebival bo z njimi, oni bodo njegovo ljudstvo in Bog bo z njimi njihov odrešenik. Tako smo šli bolj na kratko skozi Novo zavezo in našli v njej veliko mest, ki naravnost govorijo ali namigujejo ali predpostavljajo naše vstajenje in večno življenje. Ali z drugo besedo, v nebesih bomo doma. Nismo še, to je pač pesem. V nebesih sem doma, češ tam je moj dom. Dom je tam, jaz sem pa še zaenkrat tu, ampak potujem na svoj dom, ker me bo Bog po smrti obudil, prijel za roko in peljal v ta dom. In tako, če zaključimo to premišljevanje, središče Nove zaveze, vsega oznanjevanja apostolov in vsega verovanja kristjanov, središče je Jezusovo vstajenje. To vstajenje pa je dokaz, da Bog živi in da mu nobena hudobija, ne človeška, nekaj druga, naj se zaroti proti njemu kakorkoli, mu ne more do živega. Bog je živi Bog. Ker smo z njim povezani, ne more do živega tudi nam. Naš Bog je živi Bog in Bog živih. In tako zaključim z cerkveno pesmijo, ki jo pojemo za praznik vseh svetnikov. O srečni dom nad zvezdami, ker bivajo vsi blaženi. Predragi bratja in sestre, ki so ločili se zemlje. To je ena kitica, drugo bom pa zapel. Obrisal Bog je njih solze, nič več bolesti ne trpe. Minil je jok, minila smrt, veselja raj jim je odprt. O srečni dom nad zvezdami, kjer bivajo vsi blaženi. Predragi bratje in sestre, ki so ločili se zemlje. Med temi
brati, sestrami smo in bomo tudi mi. Nasvidenje.